Sklepu o določitvi letnega dopusta, po mojem mnenju in v skladu s priporočili NIJZ v povezavi z duševnim zdravjem na delovnem mestu, manjka kak teden ali dva. Pozdravljeni v Evropskih stoječih novicah. Nekaj dni nazaj smo predelali vse o tem, kako se je treba v skladu z evropsko zakonodajo učiti poštevanko. In kakšna je razlika med učenjem poštevanke, če gre za uredbo ali če gre za direktivo. Danes pa bomo predelali nove črke abecede: sklepe, priporočila in mnenja. Poleg direktiv in uredb, ki so zavezujoče za vse Evropejce, se kot pravni akti uporabljajo tudi sklepi. Sklep je zavezujoč za tistega, na katerega je naslovljen, denimo državo ali posamezno podjetje, in se uporablja neposredno. Primer so na primer sklepi o ceni paradižnika, sklep, ki dovoljuje ali preprečuje združitev dveh podjetij in podobno. Sklepe lahko sprejema Evropska komisija sama in zanje ne potrebuje soglasja Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta. Sklepi se vsi pogosto srečujemo, čeprav redkeje s tistimi, ki jih sprejema Evropska komisija. Med nam poznanimi sklepi sta med najbolj priljubljenimi sklep o izplačilu regresa in sklep o določitvi letnega dopusta. Pa tudi sicer dobro delujoči sklepi, ki ne škripajo, dobro pripomorejo k kvaliteti življenja. Poleg sklepov se uporabljajo tudi priporočila. Priporočilo ni pravno zavezujoče. Junija letos so ministrice in ministri Evropske unije za zaposlovanje in socialno politiko sprejeli priporočilo sveta o vzpostavitvi Evropskega jamstva za otroke. Cilj priporočila je preprečevanje socialne izključenosti pomoči potrebnih otrok z zagotavljanjem dostopa do ključnih storitev. Če mene vprašate, ne bi bilo nič narobe, če bi bilo tole priporočilo zavezujoče. Priporočam vam, da si ogledate vse epizode Evropskih stoječih novic, da boste kaj več vedeli o delovanju Evropske unije. Pa tudi zato, ker se sodelavci z Martens centra res trudimo, da so prispevki ne glede na resno tematiko tudi zabavni. Če mojega priporočila ne boste upoštevali, vam pa prav nič ne more. Zadnja oblika pravnih aktov na ravni Evropske unije so mnenja. Mnenje je pravno nezavezujoča izjava institucij, ki naslovnikom ne nalaga nikakršnih pravnih obveznosti. Mnenje lahko izdajo vse glavne institucije Evropske unije: Evropska komisija, Svet Evropske unije, Evropski parlament, Odbor regij in Evropski ekonomsko-socialni odbor. Čeprav mnenja niso pravno zavezujoča in bi jih lahko razumeli za manj pomembna, se vsaka odločitev vsaj na nek način začne z mnenjem nekoga. Tudi vključevanje Slovenije v Evropsko unijo se je začelo z mnenjem. Julija 1997 je Evropska komisija predstavila mnenje o državah kandidatkah za vstop v Evropsko unijo. In če takrat mnenje o Sloveniji ne bi bilo ugodno, se pogajanja ne bi začela. In če se pogajanja ne bi začela, leta 2002 ne bi bilo dogovora o pogojih pristopa Slovenije. Potem tudi referenduma o vstopu Slovenije v Evropsko unijo marca 2003 ne bi bilo. Na referendumu je večina izrazila mnenje, da je dobro, da Slovenija postane članica Evropske unije. Z mnenji se torej, kot kaže, daleč pride. Menim, da je čas, da vam dam za danes mir. Se vidimo kmalu, do takrat pa lepo se imejte in pazite nase.